Lepo pozdravljeni na današnji prav posebni, verjamem, da za mnoge praznični predstavitvi. Najprej naj povem, da smo namerno izbrali našo malo, ampak verjamem, da zelo prijetno in profilirano knjigarno, ki se v zadnjem letu, predvsem po zaslugi naše kolegice Katje, razvija v en res lep prostor za dušo. Take knjigarnice že kar malo skoraj izginjajo, ali pa jih je vedno manj. In zato smo želeli danes ob tem posebej slovesnem dogodku vas vse skupaj, čeprav se zavedam, da verjetno poznate to knjigarno, povabiti sem. Danes je seveda zelo poseben dan za našo založbo in s posebnim veseljem pozdravljam med nami Draga Jančarja, prav tako Aleksandra Zorna, z mano je seveda tudi naša urednica Špela Pavlič. Zakaj, seveda vsi veste, pred nami je res tehten, zelo obsežen in pomemben izbor Dragotove kratke proze, tako kratkih zgodb kot novel. Seveda se vsi zavedamo, to ni treba posebej poudarjati, da letos ni zgolj Cankarjevo leto, ampak je pač po nekim naključju številk tudi Jančarjevo leto, kar ne bomo obeležili samo mi, ampak bo seveda išlo kar nekaj Dragotovih del tudi pri drugih založbah ponatisov, njegovih seveda osrednjih romanov, tako pri Modrijanu kot pri Mladinski knjigi. Pri nas smo se pa, da rečem, odločili, oziroma smo to odločitev eno avgustovsko popoldne ali dopoldne, niti več ne vem, na Pohorju sprejela, seveda v sodelovanju potem z Dragotom, z Alešom Štegrom, kaj narediti res nekaj, kar bo imelo dodano vrednost, kar bo pomembno. In prepričan sem, da je ta knjiga zelo pomembna. Zakaj? Gre za prvi res obsežen pregled Dragotove kratke proze, ki je bila že antologijsko predstavljena v zbirki Kondor pred leti, ampak seveda v dosti manjšem izboru. V tej knjigi so integralno natisnjene 4 osrednje Dragotove zbirke kratkih zgodb, tako Smrt pri Mariji Snežni, Pogled angela, ki je mene osebno recimo zelo zaznamoval v mladih letih in sem takrat celo enega svojih prvih esejev napisal in dobil neko dijaško nagrado za to, kakor tudi kasnejši zbirki Prikazani iz Rovenske in pa Človek, ki je pogledal Tolmun. Na koncu pa še kot svojvrstna zanimivost Dragotov lastni izbor iz njegovih zgodnejših del, tukaj mislimo na zbirki O bledem hudodelcu in pa Romanje gospoda Hudvičke. Iz teh zbirk je Drago samokritično izbral samo 4 zgodbe, torej tiste, za katere sodi, da sodijo v tak res pregled. Zelo smo veseli, da je spremno študijo, spremni esej prispeval Aleksander Zorn, odličen poznavalec slovenske literature, avtor številnih pomembnih esejev o slovenski prozi in vesel sem, da se je na zelo tudi izviren način lotil, zdaj z neke distance, seveda tudi celega opusa Dragotovega. Zdaj, tisto, kar bi jaz rekel, mogoče še na začetku, je to, da ta knjiga res omogoča mnogim bralcem, ki Dragotova dela gotovo poznajo, ne dvomim, da ne, tudi nek pogled na razvoj znotraj njegovega pisanja, na teme, ki se ponavljajo, ki so stalnica, na vse tisto, kar Drago dostikrat po Kocbeku imenuje slepi nemir zgodovine in seveda na posameznika, ki bega po tem prostoru. In kot sem nekje že povedal, mislim, da je Drago Jančar izjemen pisatelj ravno v tem, kako tudi zna skombinirati ta preplet posameznikove usode, njegovega beganja, njegovih upov, strahov, hrepenenj, včasih zelo drobnih, pa vendar zelo pomembnih, z tistim objektivnim oziroma transobjektivnim, s tistim širšim kontekstom, zgodovino, z njenim valovanjem. V prozi se običajno redko to posreči, kajti običajno prevlada eno ali drugo, ali so liki papirnati znotraj nekega zgodovinskega konteksta, ali pa seveda prevlada intima in se zgodovina zgolj kot neka kulisa pojavi. To je zelo redko tudi po mojem prepričanju v svetovni književnosti, da ta spoj tako dobro in tako naravno deluje. In Drago je seveda rojen pripovednik z nekim izjemnim občutkom za ekonomijo pripovedovanja, za napetost, za suspens in je tudi
eden tistih redkih pisateljev, ki ne le uživa izjemen ugled pri strokovni javnosti, tukaj mislim tako na kritike, študije, nagrade, številne prevode in tako naprej, kakor tudi pri širši javnosti. Njegova dela so zelo odmevna in pogosto nagovorijo tudi bralce, ki niso specialisti za književnost, kar je prav tako redkost pri vrhunskih avtorjih. In volite mi še to subjektivno oceno, s ozirom, da sem na tako anketo v zadnjih dneh moral odgovarjati, Drago mogoče še ne ve, da je bila, ali je Drago Jančar največji živeči slovenski pisatelj, gotovo je. Zdaj, vsak ima svoja prepričanja, lahko ne moramo tega nikoli izmeriti. Mislim pa, da po relevantnosti tematike slovenske pravzaprav in evropske zgodbe druge polovice 20. stoletja in tega prvega dela 21. in seveda po sami magičnosti njegovih besedil, sugestivnosti, zame osebno pač o tem ni dvoma, ni pa literatura nobeno tekmovanje, da bi se šlo za to, kdo je prvi, kdo je tretji, kdo je deseti. Za začetek bi vendarle, Drago, tebe prosil za par besed, kako se počutiš ob tej knjigi. Tvoj kolega Andrej Bervar, ki piše poezijo, je bil malo melanholičen, ko je videl svojo poezijo v eni knjigi, ti imaš sreči še 10 romanov, oziroma na pamet govorim plus minus, ampak vendarle kratka proza zbrana v eni knjigi. Kakšen je tvoj občutek danes, ko to knjigo pravzaprav imaš pri sebi? Preden Sanjo, prosim, da malo več pove o svojih ugotovitvah. Če bi jaz znal tako govoriti kot ti, bi mi bilo lahko. Pri zadnji knjigi je enako težko govoriti kot pri prvi knjigi. Avtor ima zmeraj to težavo, kako naj razloži to, kar piše, pravzaprav, ker se mu zdi, da bo zmeraj ob tem ostalo nekaj nezadostnega, nekaj nepojasnjenega, ker stvari so pač v zgodbah, v literaturi. Uvodoma naj rečem to, da sem Miti in Štegro, ki sta se to odločila, in založbi Beletrina, izjemno hvaležen, da sta se odločila za ta projekt, ki v današnjem založniškem svetu ne pri nas, ne na tujem, ni nekaj običajnega. Ne samo, da se zberejo v eni knjigi novele, ampak da se novele sploh tiskajo. Založbe se danes otepajo novel, vsi bi imeli roman, po možnosti roman dolg 115 ali pa 150 strani, ki se da hitro prebrati. Zahtevnejše stvari so pogosto pri založnikih manj zaželene. In no, zdaj pa je tu išlo celo 5 zbirk v eni knjigi in še nekaj dodatkov. In pri teh pojasnjevanjih je seveda sploh pri tako raznorodnem gradivu, kot je v tej knjigi, je težko, ker ko sem jaz začel, ko sem bil začetnik s prvo knjigo Romanje gospoda Božičke, ki sem bil mogoče še bolj vesel kot te prve knjige, je človek zmeraj vesel. Takrat se je v Sloveniji pisal nov roman. To je bil nek trend, ker je glavni predstavnik je bil Rudi Šeligo in še nekateri. To se pravi, pisal se je roman, ki je temeljil predvsem ki je razreševal probleme sloga, jezika. Ta razkeron je takrat to imenoval reizem, pišemo o stvareh, takšnih kot so. In moja prva knjiga je imela te sledove gotovo, ker sem bil pač pod vplivom tega. Ampak malo sem ugotovil, da to ni moje, da je moje pravzaprav zgodba, da je človeško življenje, da hočem nekaj več in to se mi je poznalo že pač v prvem romanu, 35 stopinj, kratkem romanu, če je to roman ali pa daljša novela. Se vidi pa v tej knjigi, recimo, ker imamo na koncu to mojo mladostno prozo ali eksperimentalno prozo, da izbral sem tiste novele, kjer se je ta prelom že zgodil. Recimo tu je neka novela Krištof, z naslovom Krištof, kjer sem skušal to stvar na nek način ločiti. Po eni strani povedati linearno zgodbo nekega človeka, ki se mu nekega obrobnega človeka, skoraj da lumpen proletarca, ki
skuša preživeti v enem dnevu v nekih brutalnih okoliščinah mesta, kot je Maribor, z delavci, z predmestnimi gostilnami in tako naprej. Po drugi strani sem pa, tako da je ta zgodba razdeljena na dva dela, po drugi strani sem pa hotel to tematizirati za nekimi poetološkimi ali poetičnimi pasažami, ki izražajo neko kaotično notranje življenje tega junaka. No, to je bil tak poskus, ki sem ga pozneje pa integriral v vseh naslednjih zgodbah in zmeraj bolj so me zanimala tudi to, kar je Mitja povedal, ekonomija zgodbe, ker pri kratki zgodbi ni tako kot pri romanu. Roman je verjetno najbolj kompletna literarna zvrst, ker v njej imamo tako kratko zgodbo kot dramo in imamo ep in imamo celo esej, včasih ne moti, če so kakšne pasaže, ki jih je treba pojasniti. Kratka zgodba pa zahteva neko skoncentrirano pripoved. Če smem, ker me je že Mitja pohvalil, če smem nekaj, če ne bo zgledalo preveč samohvalno. Nek nemški kritik je napisal, da sem pravzaprav, ko so išle nemške novele, da sem pravzaprav zelo širokogruden avtor, ker dajem bralcu zgodbe, za katere bi drugi porabili romane, jaz napišem v 15 in 20 straneh. Jaz sem seveda predvsem romanopisec, ampak ko pišem kratke zgodbe, prav tako skušam zajeti ali skoncentrirati ali neko življenjsko usodo, kot je v nekaterih zgodbah, ne vem, Joyceov Učenec recimo, ali pa fragment neke življenjske usode, ali dogodek, ki nekaj premakne, vsekakor nekaj, kjer je doma tudi življenje in kjer je znoj, kri, strast, izdaja, ljubezen, vse to, kar življenje pač nosi. Tako da je v kratkih zgodbah so pravzaprav iste stvari, vendar povedane z drugo ekonomijo in na drug način, kot so v mojih romanih. Zato moje kratke zgodbe niso neko sprotno delo, ki je nastajalo ob romanih ali pa ob dramih, ker obravnavam bolj družbeno-politične ali pa zgodovinske teme, ampak so preprosto ravno tako življenjske zgodbe, zgodbe usod, zgodbe posameznikov, ki se znajdejo v nekem izjemnem ali pa tudi normalnem človeškem trenutku, ko se vprašajo o smislu življenja, o koncu, o odnosih z drugimi in vsem tem, kar literatura pač prinaša. In enako pomembno kot to, kar sem želel povedati v katerih od teh zgodb, je seveda tudi kako sem jo želel povedati. In skoncentrirati ali na zelo kratek način, 4-5 ali pa v malo daljših v novelah, 20-30 straneh. Ko smo se pogovarjali o naslovu, mi je prišlo na misel pravzaprav mnoga življenja, zaradi tega, ker v knjigi so mnoga življenja. Ne moja mnoga življenja, ker moje življenje je eno samo z raznimi vzponi in padci, uspehi in katastrofami v osebnem in javnem in vsakršnem življenju, ampak življenje mnogih ljudi, na katere sem naletel, sem jih poznal, ali pa preprosto, ali pa so preprosto nastale po nekih asociacijah izbran, kajti kot pravi Borges, avtor, ki se citira v eni od novel in ki ni moj avtor, to moram povedati, čeprav je genijalen avtor, ker je postavil literaturo postavil povsem na novo, ampak sem daleč od njega, od njegovega sjajnega, cerebralnega, intelektualističnega pisanja. Pravi, da tudi izbran, tudi iz knjig rasejo knjige, to se pravi, pogosto neka asociacija iz nekega branja
ne samo literarnega, ampak tudi historičnega, stvarnega branja lahko nastane literarna zgodba in literarni tekst. Toliko za začetek. Hvala, Drago. Predno Aleksandru dam besedo, pa potem še Špeli, bi povedal mogoče tudi to, da to, kar Aleksander tudi eno od tez piše, zelo težko je, Drago, ta popredalčkati v kakršnokoli literarno smer na Slovenskem, čeprav vemo, da so bile izrazito močne v drugi polovici 20. stoletja, prihajale druga za drugo kot valovi, da je Drago zelo unikatna. Hkrati bi pa mogoče še to dodal, da je pa po mojem globokem prepričanju ravno da so ravno Dragotove kratke proze po svoje, to gledam zdaj za nazaj, tudi zelo vplivale na razmah kratke zgodbe na Slovenskem oziroma kratke proze, predvsem v 80. in 90. letih, čeprav seveda so bile te zadeve pogojene tudi s postmodernizmom in z nasplošnim sponom kratke zgodbe, ampak vendarle je bil ravno Drago verjetno eden tistih, da rečem že takrat zelo pomembnih osrednjih avtorjev, ki je z zelo močnimi zbirkami novel, kratkih proz, verjetno marsikoga opogumil, da je lahko ta žanr tudi suveren in zelo pomemben žanr. In da smo v nekem obdobju na Slovenskem lahko prav govorili o razcvetu tega žanra, ki se spet mogoče malo vrača, čeprav je res, da v zadnjih 10 letih verjetno je potisnen malo v ozadje, ampak spet je to verjetno en del širšega trenda, o katerem je Drago govoril, da je tudi nasplošno seveda roman spet se postavil kot tista osrednja, verjetno tudi komercialno zanimiva zvrst, pa tudi za bralce seveda najbolj atraktivna, ampak kot je Drago že povedal, v kratki zgodbi je res tisti odličen pisatelj, tisti pravi avtor, pravzaprav tudi ubesedi cel svet. Pa da ne bom jaz predolg, Sanja, izvoliš. Mislim, da je Sanja napisal izjemno zanimivo spremno besedo, ki odpira tudi nekatere nove vidike in z neko distančno pozicijo zdaj tudi seveda reflektira Drago to opus na področju kratke zgodbe. Hvala lepa. Zdaj. Ja, najprej, knjiga taka debela je potrebna zato, ker so v njej novele. To je za bralce, ki so lenuhi. Zato te lahko izberejo eno ali dve, preberejo in če jim je všeč oziroma če jim je pisana tako, da bodo še doživljali literaturo, potem bodo še brali. Sicer pa so lahko na nek način s tem zadovoljni in je stvar ad acta. Roman 800 strani dolg je razen Potterja tako rekoč nemogoč in je za založništvo postal kontraproduktiven, včasih je bil pa močno zaželen. Te stvari so se popolnoma spremenile. Tako da ta knjiga je z tega stališča zelo potrebna in tudi za samega Draga Jančarja, ki je v založništvu pri nas močno prisoten, pa vendarle tudi posamezne novele so po natisih, pa vendarle komplet, tako rekoč, najboljših novel in to avtorskih izbor je nova knjiga. To ni ponatis, to je enostavno nova knjiga. Ko postavimo te novele eno zraven druge in jih beremo, ena zraven druge in začnejo spregovarjati druga drugi. Ne smemo pozabiti, da so novele tudi osnova za roman, saj po prepričanjih ruskih formalistov je Decameron osnova za roman. Se pravi, ko te novele delujejo druga z drugo, odkrijemo popolnoma nov svet in v tej združbi je to kratko in malo nova knjiga. Razen tega so novele hkrati bolj eksplicitne, kot so njegovi romani. Roman je sinkretična tvorba, že Drago je povedal, notri je lahko vse. Lahko so teksti drugih pisateljev, lahko so teksti, ki niso literatura, to je pač prinesel postmodernizem, pa že prej, že 300 mehanji, pa vse sorte. Skratka, v roman se da stlačiti vse skupaj, medtem ker novela je čista forma, zahtevna forma, lapidarna, pa tudi ne. Novela je lahko dolga za celo knjigo. Kljub temu se reče novela. In vendarle je drugačna od romana, zato ker je morda kot struktura zahtevnejša. Če rečem, da se da v roman stlačiti vse, kar hočemo, to pomeni seveda, da je notri tudi kaj, ne da bi zares notri pasalo, vsaj pri
srednjih romanih, o slabih ne govorim, pa ne o Dragotovih romanih tudi ne govorim zdaj. Ampak tega ne bomo opazili. Pri noveli opazimo napako v momentu. Tako da glede tega je to pač nekaj, kar je potrebno brati bolj pozorno. Druga stvar, ki je morda pomembna, pa je Dragotovo preživetje, literarno preživetje v novelah, kar je nenavadno. Izbor teh novel je pravzaprav dolg, kakšnih 35 let morda, kar pomeni, da Drago piše od vsega začetka novele, iz 70-ih letih je začel in ker je še živ, bo napisal še kakšno. Se pravi, da je to nekaj, kar je njegova življenjska naloga in življenjska naloga je zelo dolga. Past tega je, da se lahko zgodne novele neznansko postarajo. Tako da, če soočiš vse te novele od vsega začetka svojega pisanja, tudi s kasnejšim delom, ko je že pisatelj v zenitu, lahko odkriješ, da je kaj narobe. Pri Dragu Jančarju je pa drugače. Pojavi se v času nekakšnega vzpona eksperimentalne proze tudi pri nas, ne samo postmodernizma, že prej. In roko na srce ni tako zelo opazen, koliko se tebi zdi, ker so pač takrat opazni te ekskurziji v samo raziskovanje literature. Drago pa takšen ni. Ampak poglejmo zdaj, kje so tiste knjige? Jaz ti počasi odprem. Žal mi je, da moram povedati za mnogo njih, da niso za ponatis, ker so davek nekemu dogajanju literarnemu, ki je odličen za literarne zgodovinarje in seveda za ljubitelje literature, za preizkuščevalce literature. Za branje so pa malce bolj naporni in celo dolgočasni, preprosto zato, ker kljub vsej eksperimentalnosti in ekskurzijih v raziskavo jezika, pa so asociacije stare. To se pravi, da nimamo z njimi zares dobrega kontakta. Drago pa je pisal zgodbe. In te zgodbe so take, da so danes prav tako aktualne, kot so bile takrat. Tako da sem bil po ponovnem branju, sem pač Dragotove knjige spremljal, o njih tudi pisal, marsikatero tudi izdal, ko sem bil urednik na Mladinski knjigi. Ampak stvari je bilo treba prebrati še enkrat, vse, od začetka. In bil sem zelo presenečen, kako je to vse ostalo živo. Kako je pretresljivo danes bolj, kot je bilo. Kako se ni postaralo, bodi si po asociacijah, bodi si po dogodkih, ki si jih prepoznamo, bodi si po naraciji. Nič od tega enostavno ni zastarelo, ampak se bere. Končno se lahko literatura spet bere, uživa, se na vsak način hoče prebrati naslednjo stran, ker nas je potegnil vrtinec v Tolmun svoje literature. In to je tisto, kar je pravo. To je tisto, kar bo živelo še naprej. Mnoge te stvari sem seveda napisal v esejističnem sprednjem tekstu, tako da ne boste razumeli, da ne gre za dolgočasno literarno zgodovino, saj upam ne. Tako da ne bom razlagal, to se pač prebere, če je potreba. Ampak tisto, kar je potrebno reči še enkrat, da v takšne literature pravzaprav zdaj ni in da je Drago glede tega unikaten, da je tudi uporaba zgodovine in to pretekle zgodovine pri Dragotu in v njegovih novelah in seveda v romanih izjemno, kako bi rekel, temu najbolj enostavno poštena, da je zato povsem aktualna in da je to naš svet in naše branje, ne glede na to, ali gre za zgodovinske zgodbe. Drago je naš literarni, tudi moralni, glede zgodovine imperativ in zato
je tudi njegova literatura še živa in še živi naprej. Ja, ja. Moralist nikoli nisem hotel biti, ampak sem moraliziral, nehote. Če pišeš, se ti to zgodi, to je jasno. Ampak moram nekaj vseeno dodati, predno ste z Sanjo, z Aleksandrom Zornom, sva tako rekoč sopotnika. In ko sem prišel v Ljubljano, sem se najprej začel družiti z njim, pa z Bergerjem in drugimi. In tako da to, kar je govoril, je pravzaprav neka skupna življenjska zgodba, bi rekel. Ampak ko sem prebral to njegovo spremno besedo, sem bil najprej presenečen, ker je on vse to knjigo prebral, mogoče bo edini bralec, ki je v celoti prebral. Ampak bil sem nekako, bom rekel, ne bom rekel, da pretresen, ampak pod nekim globokim vtisom, kako je to napisal, kako je zajel celoto mojega pisanja. In nisem bil toliko pretresen ali pod vtisom, pod tem, kar sem jaz napisal, ampak da je mogoče na ta način knjigo prebrati, prevzeti in interpretirati, ker interpretacija je tukaj mogoče celo slaba beseda, ker se sliši preveč literarno-zgodovinsko, je stališče nekega globokega osebnega poznavanja literature, seveda daleč ne samo moje, ker Sanja, tisti, ki ne veste, je bil v nekem času osrednji slovenski kritik v časopisu Naših razgledih in smo vsi čakali, kdaj bo išla tista njegova strašna stran, v kateri je obdelal običajno tri ali štiri knjige in nekaterim se ni prav dobro godilo v tistih recenzijah. No, jaz sem imel srečo takrat in se mi zdi prav fino, da je celo en odlomek iz ene od teh recenzij tudi tukaj znova citiral. Skratka, hvala tudi tebi, Sanja. Hvala, Drago. Dejansko zelo zanimiv esej, ki seveda tudi poveže na nek način vse skupaj. Špela, kot vedno, seveda opravila izjemno uredniško delo. Mislim, da tudi po tej plati so naše knjige res skrbno pripravljene, da ne govorim tudi seveda o sami obliki, o naslovnicah, še vedno vztrajamo pri tem, kar tudi vedno manj se dogaja v slovenskem založništvu zadnjih let, da so knjige izvirno oblikovane, da nimajo samo tipskih naslovnic, da se seveda uredniško skrbno pregledajo, lektorsko, korektorsko, da imajo spremne študije in tako dalje. No in Špela, nekaj tvojih vtisov in seveda tudi na nek način vest o tem, da je danes še ena knjiga, Drago, to pravzaprav išla. Ja, v bistvu jaz lahko samo povzamem tisto, kar je bilo že rečeno. Tudi meni se zdi, da te zgodbe, čeprav so, kot smo večinoma že znane pa poznane, da združene v tej novi knjigi ponujajo res eno novo bralsko izkušnjo ali pa odpirajo še eno dodatno dimenzijo. Se mi zdi, da predvsem zato, ker omogočajo res ta panoramski pogled na celoten avtorjev opus in da se nam tudi na ta način v enem branju v bistvu razgrne res ta izjemna bogatost jezika, sloga, vsebine, ki jo avtor v dolgih desetletjih, recimo, skozi razvoj nekako obdeluje. Predvsem se mi zdi pa pomembno tudi to, kar je zapisano v spremni besedi, in s tem bi se vsekakor strinjala, da je na nek način kratka proza Draga Jančarja precej nehvaležna za kakšno literarno-teoretično opredeljevanje. To pa predvsem zaradi tega, ker je skozi celoten razvoj dejansko vse te teoretske oznake vsebuje in jih na ta način, ker je zajema vse, na ta način tudi preseže. In v tem smislu bi vsekakor podpisala Mitjevo izjavo o največjem slovenskem živečem avtorju, kar pa dokazuje tudi to, da je v istem času, na isti dan zelo, kot je išla ta naša knjiga, izšel še prevod romana In ljubezen tudi v francoskem jeziku.
da čestitam. Zato, ker je knjiga, ker je beletrina izdala. In to smo vsi Ja. zelo ponosni. Natančno pred letom. Tako, natančno pred letom dni, seveda roman, ki ga vsi dobro poznate, za katerega mislim, da je izjemno pomemben prispevek k sodobni slovenski literaturi, še posebej seveda tudi pomemben dodatno za Maribor, za Štajersko, za zgodbo naših krajev, najinih z Dragotom. Jaz bi še enkrat Dragotu res čestital ob tej knjigi. Vas bi povabil, da potem postavite Dragotu tudi kako vprašanje oziroma kakorkoli rabite kako izjavo, da ne bomo zdaj prekomplicirali v tej obliki. Mislim pa, da je danes res en slovesen in lep dogodek in zelo sem vesel te knjige, kako tudi vseh drugih Dragotovih knjig. In tudi zame je nova izkušnja te zbirke zgodb, ki sem jih ne morem reči sproti bral, ker sem pri 18 začel brati, ki so me zaznamovali kot mladega človeka in kasneje, ko sem lahko že sproti spremljal. Vse to sem ponosen na to, da sem lahko dal svoj delež temu, da je danes to v eni taki lepi knjigi. Tako da, Drago, čestitam še enkrat, hvala ti za zaupanje. Mitja ni povedal tega, kar pa jaz rad povem, ker je on nekoč povedal, da je za zbirko Pogled Angela, ki je bil dijak na gimnaziji, dobil prvo nagrado potovanja v Pariz. Ja. In potem smo enkrat z Dragotom na enem vogalu v Parizu, potem to vse premlevalo, seveda ne takrat, ampak 20 let kasneje. Hvala vam še enkrat in želim prijetno branje in Dragotu lepo praznovanje. Malo smo tudi danes mi potrudili, da prispevamo svoj delček k temu. Verjamem pa, da je knjiga tisto največje praznovanje, ker dejansko avtor živi skozi svoja dela. Hvala lepa, dobrodošli za vprašanje in čestitke, Drago.